Čisto najprej Panathinaikos feeling, kak je dober začetek sezone, sploh potem, ker klub je imel v zadnjih sezonah, pač vsem se vedno zdi, da je pač velikan in da bo non-stop konkuriral za naslov prvaka, ampak zdaj v zadnjih letih je imel ful težav, zdaj pa super začetek, kakšen je feeling v klubu, a se čuti nekak ta optimizem? Ja, res je, to je bil nekako do zdaj nek speč velikan, ampak kakor ste rekli, imeli smo malo težav v preteklosti, zdaj pa mislim, da se ta trend nekako mogoče malo spreminja, tako da okoli kluba vlada ena pozitivna energija, tudi zdaj s temi 5 zmagami zapored smo v bistvu naredili, dajmo reči, neko majhno euforijo, navijači so to prepoznali, da lahko letos mogoče naredimo nekaj več, da lahko vrnemo Panathinaikos tam, kjer spada in res sem vesel, da je tako da res vse pozitivno zaenkrat v Grčiji. Bolj osebno od svoje igre, veliko minut, veliko igranja? Ja, zadovoljen sem z minutažo, odigral sem vse tekme, vseh 90 minut, tako da sem vesel, da mi trener zaupa, da zraven še dobro igramo kot ekipa, da zbiramo točke in to mislim, da je na koncu najbolj pomembno. Super. Grška liga, kakšna je? Prvi vtisi so, da je dobra liga, 5 klubov na zelo visoki ravni, ostali tudi se borijo, v bistvu smo videli že zdaj v prvih 5 kolih, da lahko tudi manjši klubi večjim pomagajo, tako da mislim, da je ena zanimiva liga, težka liga, tudi bom rekel, ampak kakor sem rekel prej, mi smo zdaj povezali 5 tekem zapored in upam, da lahko tako nadaljujemo. Koliko je pa v primerjavi s prejšnjimi izkušnjami drugače, da ste zraven 2 Slovenca, 2 reprezentanta še? Ja, to je res ena redkost, da se tako zgodi, da pridejo 3 Slovenci v en klub. To mislim, da je zelo pozitivno za nas vse, tako za reprezentanco kot tudi za klub. Mislim, pomagamo en drugmu in na terenu, izven terena, tako da je zagotovo lažje, kakor da bi bil sam. Vprašanje v Norveški in v Švedski, kako pričakujete v bistvu ta zdaj cikl, te 2 tekmi, kakšne so želje, pričakovanja? Čakate nas 2 težki tekmi, 2 dobra nasprotnika, ampak mislim, da smo v zadnjem ciklu tudi poleti pokazali, da lahko igramo z vsemi. Odigrali smo res odlične dele tekem, mogoče potem prije nek polčas, kjer smo bili malo slabši in zaradi tega tudi rezultat na koncu nismo zmagali, ne? Ampak mislim, da je dobra atmosfera v ekipi, pripravljamo se na te tekme in jaz verjamem, da če bomo pravi, da lahko na obeh tekmah tudi zmagamo. Slovenija se lahko tudi prek Lige narodov uvrsti v dodatne kvalifikacije, 3. mesto bi verjetno bilo dovolj. A to služi kakšna motivacija z ekipo, a se kaj o tem pogovarjate, a to kaj pomaga za par odstotkov več? Pa v bistvu smo že dovolj motivirani, tako ali tako. Cilj nam je, kot smo rekli, prvo ostati v tej diviziji, tako da mislim, da bomo šli tekmo po tekmo. Najprej Norvežane, probati tukaj pred našimi navijači odigrati eno dobro tekmo, jih premagati vsekakor, potem pa naprej razmišljati o Švedski. Sorry, vem, da sprašujem jaz vsa vprašanja, ampak sem še enega. Holland, a je tak uživo, res tak bau? Pa mislim, da smo videli na prvi tekmi, sploh prvi polčas, da če smo mi pravi, da se ga lahko odreže, nekako oddalji od gola, kar je tudi naš cilj v tej tekmi. Ampak fantastičen igralec, ni za zgubljati besed o njemu, ampak kakor smo že veliko govorili tudi Svanti, tudi ostali so to omenili, če bomo mi pravi kot ekipa, da zaustavimo ne samo njega, ampak celo ekipo, da ne dobi teh žog v 16 metrov, potem smo lahko uspešni. Mogoče še nekaj besed o tem, se pravi, v klubu 3 Slovenci igrate odlično, koliko te pozitivne energije tega ste prenesli lahko tudi v reprezentanco, tudi ostali pa nekako dovolj igrajo, kaj te energije čutiti? Ja, mislim, da smo večina fantov, da je v odlični formi, večina jih tudi igra v svojih klubih, kar je zelo pomembno in kot sem rekel prej, atmosfera je odlična, to vsekakor, da smo tudi 3 Slovenci v istem klubu
pri tem dosti pomaga, tako da res sem zadovoljen z atmosfero, s tem, kako delamo tudi na treningih in se že veselimo tekme. No. Nekaj treningov je še do prve tekme proti Norveški, s čim ste se ukvarjali te prve dni, je že bilo kaj teh taktičnih postavitev, kaj vas še čaka? V bistvu so bila ta prva 2 dni bolj tako nek kvot, da se spet malo začutimo en drugega na terenu, tako da zdaj pa začnemo z tudi taktičnimi stvarmi in bolj specifično pripravljamo Norvežane. Mislim, da imamo dovolj časa, da se bomo dobro pripravili na njih in da nas ne bo nikakor presenetilo. V določenih reprezentančnih akcijah je bilo časa za pripravo res malo, mogoče le dan, dva, zdaj vendarle 3-4 dnevi treningov, koliko to pomaga? Ja, vsekakor je vsak trening dobrodošel, ker, kot ste sami rekli, ni veliko časa na teh reprezentančnih zborih in res smo veseli, da je tokrat teh treningov malo več, da lahko še bolj se povežemo, še več delamo in ja, kot sem rekel, mi bomo pripravljeni. Ja, to ne se bolj zanima, z prve roke. Ja, jaz sem trenutno igralec Ludogorca, vseeno z pogodbo, tako da nadaljujem tam v Bolgariji. So se odvijale neke stvari, ja, bilo je okrog tega prestopa malo, ampak se ni, oziroma se je razpletlo tako, kot se je na to, jaz nekako nimam vpliva in sedaj pač delam naprej v Ludogorcu. Si bil zelo razočaran, ker se ti to zgodilo, ker v bistvu bi bil pripravljen na varianto, da greš? Pa ja, bil sem nekako pripravljen na to varianto, da se lahko zgodi, v bistvu bilo je res, bom rekel, malo časa, ampak ja, zgodilo se je, kot se je zgodilo in gremo dalje od tu. Zgubil si, ker si prišel v Ludogorec, si skozi igro, potem si pa zgubil status prve kategornika? Ja, v letošnji sezoni se je nekako, bom rekel, vse nekoliko obrnilo, ampak konec koncev, ja, trebam se izboriti za to mesto nazaj, da bom tudi jaz tam, bom rekel, postal v prvem planu in to je to. Kakšen je odnos s šefom Šimunčem? Pa odnos je tako, je bil korekten z vseh strani, smo se pogovarjali o tej zadevi, ko je pač prišla in nič, treba iti dalje tu in vsekakor imam tudi njegovo podporo, da se lahko obrnem na njega, če je bilo kaj potrebujem in ja. Glede na te okoliščine, neki minutaže v domačem prvenstvu je v Evropi ne igraš, kako dobro je Žan Krkovič pripravljen na ta reprezentančni program? Pa ja, moram reči, da vseeno sem nekaj tekem odigral v letošnji sezoni, ni zdaj, da nimam, da sem brez minutaže oziroma res, da Evropa ne morem igrati zato, ker nisem prijavljen zaradi okoliščin, ki so se dogajale v tem prestopnem roku in me pač Ludogorec, da v smislu, da grem na Norveško, pač dejansko pol ni prijavil za Evropo. Ampak ja, mi je trener pol rekel, da bom tudi preko prvenstva dobil nekaj minute, da bom lahko pač tako čim bolj pripravljen na reprezentancem. Sedaj sem z mislimi popolnoma tukaj in to je to. Ta klubska zgodba je zdaj še kaj več motivacije, da se izkažete v reprezentanci, da tudi ljudem v klubu dokažete, da bi morali mogoče več igrati. Ja, mislim, da bom rekel, za mene je prišlo to v nekem dobrem času, da kljub sem tudi v pogovoru s selektorjem bil okrog te zadeve, kaj se je vse dogajalo in ja, mislim, da je prišlo vse to v dobrem času, da lahko tu sedaj pokažem te igre, ki sem jih že kazal, bom rekel, v prejšnjih letih, v prejšnjih reprezentančnih akcijah in moram graditi na tem. Reprezentanca vedno pravite dobro vzdušje, recimo zdaj so prišli na reprezentančno akcijo fantje, ki v klubih veliko igrajo, ki imajo dobre rezultate, dobro, tudi vaš klub ima dobre rezultate, ampak manj igrate, koliko se pogovarjate o tem, koliko vam ostali dajo neko dodatno motivacijo, podporo? Pa to je vsekakor, bom rekel, dobro za vse igralce, tudi za reprezentanco, da sedaj res je ogromno igra, bom rekel skoraj da vsi, da nekako igramo v klubih, imamo nekaj minut in to so potem sladke skrbi za selektorja, koga postaviti v, bom rekel, začetnih 11, ampak vsi smo tu, vsi smo pripravljeni, da zaigramo in
gremo po čim boljše rezultate. Takole od zunaj bi rekel, da je občutek, da ste na te priprave prišli še bolj odločeni, samozavestni, da dejansko verjamete, da lahko obstanete v tej skupini, kakšno je dejansko to stanje v Evropi. Ja, zaenkrat bom rekel, da je vse dobro. Vse smo tu že na zadnjih 2 tekmah pokazali, da pač nekako lahko. Tudi prvi polčas v Oslu je bil, bom rekel, z naše strani odličen. Dejansko nismo pustili Norvežanom nič konkretnega in ja, tu na teh, bom rekel, teh delih tekem, ko smo bili dobri, moramo delati dalje, moramo graditi na tem in vsekakor pred polnimi stožicami, ki bojo z navijači in vsem, moramo iti po zmago. No, to, koliko bi pomenila ta res močna, dobra podpora s tribun, tisti prvi tekmi v prejšnjem ciklu sta nekako malce zamajali tudi podporo javnosti, zdaj se mi zdi, da je ta podpora večja, koliko vam to pomeni? Ja, se bom rekel, sami si pridobivamo to podporo z nekimi dobrimi igrami, z dobrimi rezultati in upam, da bomo nadaljevali tu, ko smo, bom rekel, končali in seveda gremo po zmago sedaj, da bo nekako tudi si obstanemo, cilj vsekakor obstanek v tej B ligi in moramo narediti vse za to. Kako pripravljati Norvežane na te recept, ste ga že Bom rekel, da se še nismo nekako pripravljali na njih, ampak prvo pač pomembno je, kaj tudi bo se nas nekaj vprašalo, vsekakor igramo na domačem stadionu, pred domačimi gledalci in moramo prvo misliti na sebe, pa bomo pol razmišljali o njih. Jaz imam čisto eno še vprašanje, bi se vrnil nazaj na tisto, ker velikokrat v karieri ste tudi se prebijali naprej, tudi igrali na ful različnih pozicijah. Ste že bili v morda nekem takem položaju, kot ste zdaj v Ludogorcu, ali lahko iz preteklosti vzamete ven, iz izkušenj, da ja, boljš sfurate to? Pa bom ja rekel, v zadnjih letih niti nisem bil toliko v takih situacijah, ja, ampak prej pa ja, se je tudi dogajalo marsikaj, nekako pač moj vzpon je bil, bom rekel, od tistih začetkov, kar hitro se je odvijalo vse, ne. Takrat sploh v Sloveniji, potem tudi z reprezentanco in za vsako neko bom rekel, pridobijam izkušnje iz leta v leto in ja, tudi zdaj bom rekel, za mene to nekaj novega, ampak vsekakor se bom izvlekel iz te situacije in da prijem nazaj še močnejši. Dobro, pa še vprašanje, ker itak se že prej vprašal dodatno. Holland v živo je še bolj impresiven, kot pa po TV-ju? Pa ja, vemo, da gre za trenutno enega najboljših napadalcev na svetu, igra odlično v Cityju in ja, vsekakor je kvaliteta, ampak kot smo že tolikokrat omenili, ni samo on, vsekakor potrebuje on okrog tudi soigralce, ki, bom rekel, delajo za njega in pripraviti se bomo mogli na celo reprezentanco, ne samo na njega.